Pozdravljeni v poslovnih ritmih, oddaji za vzpodbujanje inovativnega mišljenja. Inovativnost je v neposredni povezavi z drugačnostjo. Je edini steber, ki lahko zagotovi slovenskemu gospodarstvu učinkovito pozicioniranje na lokalnem, regionalnem in globalnem trgu. Slovenci smo ustvarjalen, pogumen in moder narod. V to trdno verjamemo somišljeniki projekta Moč podjetniške inovativnosti. Oddaje Poslovni ritmi so na sporedu vsak zadnji petek v mesecu ob 20. uri na TV Piki. V njih želimo prikazati smela slovenska podjetja, ki so inovacije učinkovito pripeljale do tržne manifestacije. Svet podjetništva in korporativnih okolij seveda ni enostaven, iz preprostega razloga, ker je vsako podjetje nekaj posebnega. Je živ organizem, ima svoj značaj, svoje navade, svoje sposobnosti, svoje sanje in s tem povezane tudi vizije. Kako ga torej upravljati? S čim? Katera so tista orodja, pristopi in razmišljanja? Odnosi so začetek in vir učinkovitega poslovanja. V poslovnem okolju lahko govorimo o 8+1 temeljnih poslovnih odnosih. To je pravzaprav temelj teorije MAPS, metodologije za pospešen razvoj poslovnih sistemov. MAPS je plod domačega inovativnega razmišljanja. Z njegovo pomočjo je bilo učinkovito preoblikovanih že kar nekaj uspešnih poslovnih slovenskih sredin. 8 poslovnih odnosov tvori zaključen sistem, ki predstavlja vse ključne dimenzije poslovnega dogajanja. In sicer ga mirno lahko razdelimo na notranje odnose in zunanje odnose. Kar je pa ključno pri vsem tem, da vse te notranje in zunanje odnose povezuje temeljni odnos. In sicer odnos do sebe. Notranji odnosi so 4, in sicer odnos do vizije in poslanstva podjetja, odnos med zaposlenimi, odnos vodstva in zaposlenih ter odnos vodstva in lastnikov. Na drugi strani imamo tudi 4 zunanje odnose. Tudi zunanji odnosi so 4 nosilni zunanji odnosi, in sicer odnos do narave, odnos do strank, odnos do dobaviteljev in odnos do javnosti. Notranji odnosi odgovarjajo na vprašanje kako in predstavljajo yin energijo. Zunanji odnosi odgovarjajo na vprašanje kaj in predstavljajo yang energijo. Kot omenjeno na začetku, pa je ključni odnos, ki povezuje vse te notranje in zunanje odnose, odnos do samega sebe. Če človek ne spoštuje sebe, ne pozna sebe in svojih sposobnosti, potem zelo težko uspešno funkcionira tudi v poslovnem sistemu. Zato se vse začne in konča pri nas samih. Šele ko je želja po spremembi dovolj močna, jo lahko začnemo spreminjati v inovativni proces. Ko je ta proces enkrat vzpostavljen, pa ga je treba sistematično nadgrajevati in seveda nadaljevati. To velikokrat v podjetjih predstavlja izziv. Zahteva namreč veliko medfunkcijskega in hierarhičnega sodelovanja. Kako so se tega izziva lotili v Vina Koper? Vina Koper so ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk v slovenskem prostoru in vsi razumemo, da je s tem povezana kakovost, neka prepoznavnost, veliko vloženega truda. Pa vendar, 15 let nazaj to gotovo ni bila enaka zgodba. Kaj se je takrat v resnici dogajalo in kateri so bili ti ključni koraki, ki ste jih morali narediti, da ste se iz zgodbe, ki ni bila ravno tako zelo rožnata, preoblikovali v zgodbo o uspehu?
No, res je, da je Vinakoper takrat zašel v neke težave iz različnih vzrokov, ampak to niti ni toliko pomembno. Dejstvo je, da smo takrat nekako to skušali prijeti v roke in si zastaviti neke naloge in cilje, kako to rešiti. Seveda, če smo hoteli to narediti, smo najprej, ko smo prišli sem kot ekipa, smo si nekako pogledali marsikatero klet v Sloveniji, pa tudi kje drugje, da smo dobili neke muštre ali pa da vidimo, kako ostali funkcionirajo na teh zadevah. Seveda, cilj je bil, da to spravimo na zeleno vejo in da postanemo pomembna klet. In kjer je bil tisti prvi korak oziroma prva vsebina, ki ste se je lotili? Seveda, prevzeli smo to klet, ko je bilo nekako vse zastarelo, tehnologija zastarela, vinogradi zastareli. In seveda to je bilo treba začeti od začetka in še sreča, da so nam nekako ideje pustili, da jih uresničimo. Začeli smo intenzivno saditi najprej vinograde, da smo ogromno vlagali v tehnologijo, v kleti, v predelavi in da ne govorim vse do samega izdelka v polnilnici. In seveda potem začeli smo počasi še to potem vlagati v sam trg. To so bili začetki, so bili težki, ampak na koncu smo le prišli do neke prave tehnologije, do prave kvalitete, katero lahko smo jo potem tudi ponudili na trg. In še nekaj naredili smo, oziroma da je bila takrat kriza rdečih vin, smo rekli, ta kriza ne more dolgo trajati in moramo enkrat to krizo presekati in nekako izpostavili smo našo sorto Refošk in tudi naredili iz tega področja ali pa iz tega kraja ali pa iz tega okoliša deželo Refoška. No, potem ste zelo poznani po tem sloganu Dežela Refoška in kako se je to odražalo potem tudi v samem odnosu do vas? No, mi smo na tej sorti največ gradili, največ naredili, ker navsezadnje je to lokalna, avtohtona sorta in te sorte nimajo vsi in smo rekli, da sigurno ima največ si zasluži ta sorta, da v njo vlagamo in da to v kvaliteto v vinogradu, v samo tehnologijo in potem tudi v samo trženje. To je bil zelo pogumen korak v resnici, pa vendar je moral biti povezan z res močno vero prvič v kakovost te zemlje in drugič seveda v prihodnost in kakovost same trte, samega grozdja in tudi vina, ki je iz tega nastalo. No, to je res, mislim, da je ta slovenska Istra, da ima za vinogradništvo sigurno ene izmed najboljših pogojev. In kar je pomembno, da ima sigurno najboljše pogoje za proizvodnjo rdečih vin. In to smo tudi se izpostavili in zato smo tudi mi vedno dali poudarek, da proizvajamo več rdeča vina, z poudarkom na sorti Refošk, ki je, tu doma.